Torej, Tucker Carlson je pravkar izbruhnil zaradi Bena Shapira. Dobesedno, imel je živčni zlom, kjer je govoril najlepše stvari o Benu in o tem bomo govorili. Ampak drama med njima traja že dolgo. Je dolga. Že dolgo bi morali to razčleniti, ker je to na nek način metafora za to, kar se dogaja v Ameriki. Imamo noro desničarsko skupino okoli Tuckerja, ki poskuša uničiti Ameriko, jo demoralizirati, govoriti, kako je vse najslabše. In potem imamo ljudi, kot je Ben Shapiro, ki je ves čas trdno stal za svojimi vrednotami in od tega nikoli ni odstopil. In ta dva nikoli nista bila prijatelja. Mislim, vsi govorijo o tem. Ben govori o tem. In obstajajo tudi drugi ljudje, ki zelo jasno povedo, da med tema dvema ni bilo veliko dobrih odnosov. Ampak zdaj je to res doseglo novo raven. Ker, mislim, poglejte si sami. Kaj si mislite o tem? Torej, morda je zadnja stvar, ki jo potrebujejo, da jih pridigajo ljudje, ki so očitno upravičeni do nezasluženih privilegijev, kot je Ben Shapiro, ki je nekako prišel na pravno fakulteto na Harvardu, kljub povprečnemu IQ-ju. Kako je to? Tega niso nikoli vprašali. Ljudje, kot je ta, nimajo nobene pravice, da pridigajo ostalim mladim v Ameriki. O tem, ali se pritožujejo ali ne, dode svojega očitno padajočega življenjskega standarda in svojih prihodnjih možnosti. Nimajo nobene pravice, pa to vseeno počnejo. Mislim, da je Tucker Carlson dejansko trdil, da ima Ben Shapiro nizek IQ, samo še enkrat dokazuje eno izmed naših velikih prepričanj tukaj v rubriki Postback. In sicer, če te nekdo enkrat laže, veš, da ti morda lažejo prav o vsem. Mislim, Bena Shapira lahko imenuješ marsikaj, ampak povprečen IQ res ni ena izmed teh stvari. Lahko se ne strinjaš z njegovimi mnenji. Lahko ga kritiziraš zaradi marsičesa, ampak neumen, nizek IQ. Mislim, to je res pod nivojem Tuckerja, da pride s tako neumno in očitno jezno, nepremišljeno izjavo proti Benu. In zdaj pravi, da Ben Shapiro nima pravice govoriti mladim. In za tiste, ki tega ne veste, v ozadju se je dogajalo še nekaj drugega. Poleg tega, da se Tucker in Ben vedno prepirata na spletu in javno napadata drug drugega in tako naprej. Ben je pred kratkim govoril o naraščajočih življenjskih stroških in dejal, da bi morali mladi Američani ugotoviti, kako si to lahko privoščijo, da bi lahko živeli v Ameriki, ker gospodarstvo še nikoli ni bilo boljše za to. In Tucker je rekel, oprostite, vi preprosto ne razumete trpljenja Amerike. In zdaj morate upoštevati, če pogledate v kontekst, ljudi, ki so resnično trdo delali, da bi okrepili mladino in naredili pozitivne spremembe v Ameriki. Kot Ben Shapiro, ki je preoblikoval medijsko krajino s tem, ko je pripeljal Daily Wire in konzervativne medije v ospredje, ko so jih skušali izbrisati. Levo, desno in na sredini. In potem še Tucker Carlson, ki je zagovornik šeriatskega prava, ki govori, kako zelo ga ima rad, ki ves čas govori, kako neverjetna je Rusija, ki daje prostor norim lažnivcem in jim omogoča platformo in tako naprej. Mislim, in demoralizira svojo publiko. Se spomnite njegovega velikega 10-stopenjskega načrta za rešitev Amerike. Vsi so mislili, da bo ustanovil stranko, a so bile to le nejasne besede, ki niso povedale ničesar. Tudi Nick Fuentes zdaj priznava, da je Tucker Carlson nor in da ima Ben Shapiro v tej celotni zadevi dejansko prav. In še enkrat, brez skrbi, imamo še veliko več posnetkov, saj je to šele začetek zelo zapletenega odnosa. Ampak kot vedno je Nick Fuentes zabaven, nor, nevaren, nor, ideološko napačen, a smešen. In tokrat morda je nekaj na tem, kar govori. Hoj, Nick Fuentes. Zdaj, očitno se z Benom Shapirom ne strinjamo v veliko stvarih. Ampak mislim, da Ben Shapiro predstavlja veliko konzervativcev. In veliko je konzervativcev, ki imajo še vedno radi Trumpa. In veliko je konzervativcev, ki še vedno verjamejo v svobodni trg in še vedno verjamejo v veliko teh stvari. In tradicionalnim konzervativcem ta platforma sploh ne bo všeč. In to, kar to naredi, dovolj je reči, da ta platforma ne zadovolji desničarske baze. Ne glede na to, kaj želite reči o desničarjih. Ko govori o tej platformi, govori o gibanju Tuckerja Carlsona, ki želi ustvariti novo Ameriko. Ta fuzionistična platforma ne privlači konservativcev, ne privlači maga ljudi, privlači mehko skupino, privlači ljudi, kot je Dave Smith, privlači take vrste ljudi, veš? In Dave mi je všeč, ampak to ni velika volilna baza. Desničari z nizkim IQ-jem, ki so nasedli pripovedi o šeriatskem pravu, Katarju, islamističnem kaosu, Rusiji in Kitajski, ki jim jo vsiljujejo. Veš, ista stvar, ki so vsiljevali levičarjem, dokler niso postali tok nori in tok zlo za transspolne ter vse tiste nore stvari, ki so se tam dogajale. Enako je z noro desnico z nizkim IQ-jem, a ne? Imaš levičarje z nizkim IQ-jem in desničarje z nizkim IQ-jem. In obe je nekako zmanipulirala ista stvar. In prav tako ne prepriča levice. Ne prepriča nobenega levičarja
levičarja, ki verjame v BLM. Ne prepriča nobenega levičarja. Prav. Torej, v bistvu bo Nick kar naprej govoril o tem, kako Trump, Tucker Carlson v resnici ne nagovarja ljudi, ker ne nagovarja ljudi. In večina njegovih gledalcev so verjetno v tem trenutku ljubitelji islamistov in migranti, ki so navdušeni, da nekdo ustvarja še več kaosa v Ameriki. Ampak tukaj je stvar. To se dogaja že dolgo časa, kot smo rekli. Zdaj, kar se mi zdi tako zanimivo pri tem, je, da če še naprej gledaš videe Tuckerja Carlsona in zamenjaš besedo Ben Shapiro s Tuckerjem, samo slišiš, kako je frustriran zaradi vseh stvari, ki jih počne. Sam. Ben Shapiro pravi, da je izdajalec. On je tisti, ki jemlje denar od tujcev. In vse to, kar vemo, da počne Tucker, ker Tucker očitno jemlje denar iz Katarja, mislim, da je to dejansko na določenih točkah priznal. Saj priznal je, da je tam kupoval hiše, zelo je povezan z njimi in tako naprej. Ampak samo poglej, kako je ves čas jezen na Bena Shapiroja. In potem bomo videli, kako Ben Shapiro izpostavi Tuckerja zaradi vse škode, ki jo povzroča Ameriki, kar si je večina ljudi bala povedati. Orožje Irana. Sem prekleti episkopavc. Nisem šiit. Katar je eden naših najbližjih zaveznikov na svetu. Največja ameriška letalska baza na Bližnjem vzhodu je v Katarju. Je naš tesen zaveznik. Všeč mi je, kako tukaj pravijo, ja, morali bi ga podpirati, ker je naš tesen zaveznik. Mislim, da je bilo to narobe. Kar naenkrat je tako. Sprejemaš katarski denar. Nikoli nisem vzel niti dolarja. Nikoli nisem vzel niti dolarja od katerekoli vlade. Se šalaš? In to so ljudje, ki delujejo v imenu tuje vlade in mi govorijo, da nisem domoljuben. In trudim se, da me to ne bi preveč razjezilo. Ampak je težko, ker vidiš te ljudi, veš, Ben Shapiro ali te plačance, ki se javno glasijo in te osebno napadajo. Ker imeti Te je napadal prav ta teden. Ampak to, kar je razjezljivo, je, da bom čez 2 tedna star 56 let. Tako da sem to že videl. Bil sem v Iraku, nisem pa. V redu, prav naporen si. Nihče, resnično nihče se ne želi ukvarjati s tem, da bi te poslušal. Gospodarstvo je del tega. Tako da bodo najbogatejši ljudje vedno imeli največ vpliva. Torej, koga vaš ekonomski sistem nagrajuje? Kdo postane najbogatejši? In opazil sem, z nekaj izjemami, a teh je zelo malo, ljudje, ki postanejo najbogatejši v naši družbi, so tisti, ki niso ustvarili prav ničesar. Iskalci ali pa zgolj paraziti na dejavnosti drugih ljudi. In zagotovo niso naredili ničesar oprijemljivega za izboljšanje civilizacije. To je preprosto prirojena napaka. In ne moremo postati boljši, dokler tega ne popravimo. Ne moreš živeti v državi, kjer Bill Ackman, ki zasluži milijarde s stavami proti produktivnim podjetjem, s kratko prodajo, ta človek zasluži milijarde dolarjev. Ni niti proti Billu Ackmanu, ampak nekdo s povprečno inteligenco, brez ustvarjalnosti, s plenilskimi nagoni in brez sramu. Če tak človek na koncu zasluži milijarde, veš, moraš začeti znova. In ni mi mar, kako to imenuješ. Si socialist. To je preprosto tako izčrpavajoče. Socialist, prav, ni mi mar, kako to imenuješ, ampak kakorkoli, ni pomembno, kako to imenuješ. To ni religija, to je ekonomski sistem. To je tako izčrpavajoče. In kot pravi Al Jacobi, zakaj Tucker Carlson noče debatirati z Benom Shapirom? Ben Shapiro v Ameriki. Utihni in jej svoj oreo rižev burrito ali več, kot si zaslužiš. Prav, to je dejanski tweet od Tuckerja Carlsona. Ampak spet, spomnite se, kako nevaren je Tucker Carlson, prav? Poslušajte to. Laži o tem, kako grozno imajo naši otroci, slabše kot katerikoli drugi otroci in kako nič ne more rešiti njihovih težav in nimajo nobene odgovornosti. Dejanska resnica je, da je večina vaših težav rešljiva v vaših lastnih rokah. Drugič, svoboda. Kaj ti vlada, kaj ti dovolj velika, da usili svojo voljo v vsak vidik tvojega življenja, je vlada, ki je dovolj velika, da uniči vse tvoje svoboščine in pravice in ja, tudi tvoje vrline. Imamo, ker smo ustvarjeni po božji podobi, pravico do zasebne lastnine. Imamo pravico do svobode govora, pravico do verske svobode in pravico do orožja. Zvezna vlada nima ne zmožnosti, ne pravice, da vas tukaj preglasuje. Vaše odločitve štejejo. In če jih pravilno uveljavljate, naredijo svet boljši, ker vi bolje veste, kaj je dobro za vašo družino, kot pa tisti ljudje. In končno, moč, ker se soočamo s sovražniki, ki sovražijo našo vizijo sveta. Prav, tukaj govori o vseh točkah Tuckerja Carlsona. Ustavi se tam. O čem v resnici govori? Resno, kaj je tu bistvo? In kdo je predsednik Združenih držav Amerike? Kako mu je ime? Ne bo ga omenil. Iz nekega razloga obravnava predsednika Združenih držav Amerike. On ga nekako obravnava, kot da je on Voldemort. Če izrečeš njegovo ime, se bo pojavil. Ampak vse, kar govori tukaj, obsoja predsednika Združenih držav Amerike. Bodite zelo jasni glede tega. Ko pravi, da bombardiranje Irana odvrača pozornost ljudi, kdo je tisti, ki je bombardiral Iran? Predsednik Združenih držav Amerike. Ko pravi, da je odvračanje pozornosti to, da fantje ne sodelujejo v dekliških športih, kar ni odvračanje pozornosti, ampak je to velika tema v Združenih državah Amerike, kjer smo končali transgrožnjo resnici in realnosti. Ko to reče, kdo je to naredil? To je bil Donald J. Trump. In potem reče, da ponuja predjedi, ko želi
državo, ker ljudje ne spijo na pločnikih, kar je mimogrede običajno lokalno vprašanje, in vprašanje posameznih zveznih držav, ker ljudje se ne predozirajo z drogami. In potem reče, zakaj tega ne morete ustaviti? Imate ameriško vojsko, ali nimate SEAL Team 6? Imamo vprašanje. Ali se Tucker zavzema za uporabo SEAL Team 6 proti mehiškim narkokartelom? Na nek način sam. Zato bi rad vedel, ali se Tucker zavzema za intervencionistični konflikt v Mehiki, da bi uničili mehiške narkokartele. Resno? Je res tako? Če je tako, bi moral to verjetno jasno povedati. Ampak opazite, da nikoli ni rešitve. Na svoji oddaji nima niti nikogar, ki bi razpravljal o teh problemih. Nikoli ne govori o tem, kako rešiti probleme. Zato pravim, da gre za demoralizacijo. Gre za to, da se počutite slabo glede države, ker iz Tuckerja Carlson nikoli ne pride nobena rešitev. To bom priznal Zoramu Ramdaniju, za katerega mislim, da je eden najslabših ljudi v ameriški politični zgodovini. Njegove rešitve so popolnoma zanič. Ampak vsaj ponuja nekaj. Tucker pa gre tja in sploh ne ponudi nobene rešitve. Namesto tega, Tucker gre tja in trdi, da je vse narobe na svetu. Vsaka zmaga je v resnici le predjed ali poraz. Pravzaprav pravi, da elite uporabljajo Iran za odvračanje pozornosti, medtem ko nam kradejo denar. Kdo? Imamo vprašanje. Kdo je bombardiral Iran? Zakaj ne moreš izreči njegovega imena? Povej ga, izvoli. Trojno te izzivam. Predsednik Združenih držav Amerike je tisti, ki je sprožil napad na Iran, kar je bil najuspešnejši posamezni zunanji politični ukrep. prav, ne? No pa imaš. Poskuša samo dokazati. In spet, tukaj bo govoril o tem, kako verjame, da je Sir Carlson uničil in izdal maga. Prepričan sem, da si videl tweet, ki so ga objavili. Prepričan sem, da si videl tweet, ki so ga objavili. Mislim, da je Marjorie Taylor Greene prva objavila sliko z njimi v hiši v Mainu. In mislim, da je bil to Joe Kent. Thomas Massey, Joe Kent, MTG, In Taker. nekaj njihovih zakoncev. Prav. In potem je Taker rekel, da je bil maga izdan. Vsi smo bili. Čas je za novo pot naprej. Več jutri zvečer ob 18:00. Kaj misliš, kaj bomo od Takerja dobili naslednjič? Veš, on je. Govori o politični Mislim, da je zelo stranki. malo verjetno, da bo ustanovil polnopravno politično stranko. Ker je spet vsa Benova teorija ta, da Tucker Carlson v resnici ni zainteresiran za rešitve, samo želi demoralizirati ljudi. Razlog, zakaj mislim, da je to malo verjetno, je, ker to zahteva določeno količino časa in truda, za kar ne verjamem, da bi bil Tucker pripravljen vložiti. In tretje, stranke imajo v državi precej negativno zgodovino glede volilnega uspeha. Mislim, da bo verjetno začel nekakšno. Mislim, da je to zelo in mislim, da je izjemno. Ja, očitno pravijo, da so šli tja, da bi ga prepričali naj kandidira, ker mislijo, da bi moral biti JD, zdaj pa JD-ju ne zaupajo, ker mislijo, da je bil JD za vojno z najprej, Iranom če je to- in vse te stvari. Kar JD Vance dobi za vso svojo zvestobo Tuckerju Carlsonu, bi bilo to kar presenetljivo. Mislim, no daj no. Mislim, dejstvo je, da ima podpredsednik očitno zelo tesen odnos s Tuckerjem Carlsonom. To je njegova pravica. Njegov sin je včasih delal zanj, kaj ne? Ja, Buckley je bil v njegovem uradu. Nimam nič proti Buckleyju, slišal sem, da je prijazen fant. Torej, ja, ta odnos je očitno precej tesen. Bil bi kar šokiran, če bi Tucker kar naenkrat obrnil ploščo in JD-ju tako zarinil nož v hrbet. Mislim, da bi bilo to nenavadno. Ko smo se lotili ustvarjanja čevlja, ne? Tako, to imate, da namerava izdati njega in tako naprej. Poglejte, stvar med Tuckerjem in Benom je res preprosta za razumeti. Ko ugotovite, da med njima ni nobenega prijateljstva. Obstaja ogromno posnetkov, kjer ljudje govorijo o tem. Na koncu dneva je zelo jasno. Oseba, ki dejansko poskuša delati dobro in je ostala dosledna svojim videoposnetkom, svojim pogledom, in oseba, ki je tam samo zato, da ljudi razjezi in frustrira ter širi laži, in ki postane tako rdeč obraz, da ne more drugače, kot da trdi stvari, ki so tako neumne, kot naprimer, da so njegovi nasprotniki vsi nizkega IQ-ja. Mislim, no, za božjo voljo. Kakorkoli. Tako, izvolite, to je le del sporov. To traja že dolgo časa, postaja vedno bolj in bolj zapleteno in bomo videli, kako se bo to razvijalo. Ampak verjamem, da Ben Shapiro zdaj razume, da je boj za rešitev desnice boj proti tej norosti. Skrajni skupini ljudi, ki so dejansko inherentno proti Ameriki, za šeriatsko pravo, vse napačne stvari in ki poskušajo prevzeti stranko. In mislim, da se to kmalu ne bo umirilo. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.